Zdaj pa nadaljujemo z vabljenimi predavanji. Z velikim veseljem in spoštovanjem bomo zdaj besedo predali magistru Petru Geršaku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo, ki bo spregovoril o strateškem razvoju in ukrepih za digitalizacijo. Izvolite. Dobro jutro, se slišimo? Slišimo. Odlično, super. Spoštovani organizatorji, predavatelji, moderatorji in seveda tudi vsi udeleženci informatike v javni upravi 2020, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vesel sem, da se IJU letos dogaja, bi rekel, v tem letu prisilne digitalizacije, da se vse odvija in seveda, kot se pač za ta čas spodobi v virtualnem okolju. Danes se bom dotaknil strateškega razvoja digitalizacije v državi, kako ga načrtujemo in katerega mislimo narediti v obliki nove strategije Digitalna Slovenija 2030. Prezentacijo vidite? Vidimo. Ok, samo da ne bom govoril v prazno. To bi bilo škoda. Tako, ok, potem pa gremo. Jaz sem pristaš bolj konkretnih zadev, tako da, kot veste, je pač tale slajd tlele zdajle gor, ki je v bistvu delovna verzija. Kot veste, se trenutna strategija Digitalna Slovenija 2020 izteka, zato smo na Ministrstvu za javno upravo pristopili k pripravi nove strategije. V tem času, ko je ta strategija trenutno 2020 velja, je prišlo, kot veste, do razmaha naprednih tehnologij, posledično drugačnih potreb, drugačnih poslovnih modelov, zato je namen to strategijo korenito prenoviti. Torej, z novo strategijo Digitalna Slovenija 2030 bomo zastavili v bistvu smernice za pospešeno digitalizacijo Slovenije in seveda tudi za učinkovito upravljanje same digitalizacije. Ker ne pomeni nam nič, če imamo nekaj na papirju, potem pa ne znamo tega v praksi izvajati in ne znamo meriti, ali smo uspešni ali nismo. Torej, sama ideja je, se pravi, to je ta trenuten draft, trenutni naš pogled, da na podlagi ključnih izzivov, nekih bolečih točk, neke ocene stroškov, določimo v bistvu, kako bomo učinkoviti governance te strategije delali, kako bomo to podprli z digitalizacijo in izvajanje te strategije tudi z ustreznimi zakonskimi rešitvami, kot so recimo, ZEKom-2, ter kako bomo v bistvu zagotovili vire, tako finančne kot tudi kadrovske, ne samo v javni upravi, državni upravi, ampak na splošno. Vemo, da se IT kadra recimo zelo potrebuje, pa vemo, da mogoče šolstvo niti ne uspeva toliko jih izobraziti, koliko bi potrebovali v prihodnosti. Torej, v sami strategiji adresiramo različne segmente digitalizacije, ki smo jih trenutno smiselno nekako zaobjeli v teh 5 stolpih. So pa že bile narejene določene delavnice z deležniki, do sedaj načrtujemo pa seveda še naslednje korake, tako z zunanjimi deležniki, kot na primer z digitalno koalicijo in seveda tudi z resorji MGRT, MDDSZ, MIZŠ, se pravi, da uskladimo te poglede ter da dejansko načrtujemo nadaljnje korake. Zakaj? Ker strategijo najlažje živiš, če v bistvu tudi sam sodeluješ pri njej. Tako da, kot vidite, en steber je v bistvu so javne storitve, kamor sodi recimo razvoj vseh storitev za javno upravo. Recimo, zelo pomemben so kompetence, tako v času izobraževanja, tako v času, ko je oseba aktivno udeležena na trgu dela, tako v tretjem življenjskem obdobju
in posebna poudarek bomo dali tudi IT strokovnjakom. V infrastrukturi imamo zelo pomembno področje, kako bomo v bistvu omogočili tako imenovano gigabitno družbo, se pravi tako priključke novih generacij, tako 5G, kot optično omrežje, samo državno omrežje v javnih upravah. Potem imamo pa dve paradigmi v bistvu, kako bomo vzdrževali in naprej, bom rekel, vodili obstoječe aplikacije in potem nek razvoj novih aplikacij, v bistvu anything as a service je treba pač nekako v tej strategiji tudi to predvideti. V digitalni ekonomiji je najpomembnejše raziskave in razvoj, vključenost seveda gospodarstva k digitalizaciji in avtomatizaciji izredno pomembna zadeva, podatkovna ekonomija in na to, kar smo še posebej ponosni in bomo še poseben fokus imeli na umetno inteligenco. Glede varnosti ni potrebno veliko verjetno govoriti. Tukaj moramo dvigniti nivo zaupanja v podjetij in državljanov v samo okolje informacijske in kibernetske varnosti, ki je v ta ekosistem v Sloveniji, tako da tukaj mora biti poseben tudi poudarek. Kaj še naj povem? Mogoče še to, da digitalno strategijo Slovenije 2030, da bo zadevo potrdila vlada, in sicer plan je v maju ali juniju naslednje leto, se pravi pred predsedovanjem Slovenije Evropski uniji. Seveda brez velika večina teh finančnih sredstev, ki bodo potrebna za digitalno transformacijo države, gospodarstva, javne uprave, se seveda načrtuje iz finančnih instrumentov Evropske unije. Kot vemo, so trije glavni trenutno, obstoječa finančna perspektiva. Tukaj je celotna vreča denarja še približno 2 milijardi vseh sredstev, vključno z React-EU, ne samo za IT, govorim o celotni vreči denarja, ki je še za počrpati v naslednjih 3 letih. In tukaj seveda treba počrpati zadevo smiselno z rešitvami, ki bodo imele vpliv na kakovost življenja državljanov in podjetij, delovanja podjetij v Sloveniji. Na MJU-ju, na primer, smo zelo pospešili sam projekt Pametna mesta in skupnosti. Praktično ga imamo na gumbu, da ga objavimo v parih dneh, tednih. Pač 16 milijonov je tukaj noter, potem načrtujemo takoj za tem razvojno-inovacijski oblak, ki je tesno povezan z Pametnim mestom in skupnosti projektom. Naprimer, gradnja odprtih širokopasovnih omrežij 5, imamo še v tej perspektivi 22 milijonov na voljo. In potem še kar nekaj 10 milijonov na voljo za nadgradnje, za dodelave operacij, kot je e-uprava, EPT, POK, povezljivost, odprtost in kakovost, gospodar, evidenca nepremičnin, MUZA, recimo kompetence v državni upravi. Tako da to je v tej perspektivi. Seveda naslednja perspektiva 21-27, ravno zato smo dali Digitalna Slovenija 2030. Vemo, da je to zelo dolgo obdobje za načrtovanje digitalizacije, ampak predvidevamo pač revizije tega dokumenta potem tokom let. Ravno zato je 2030, ker potem se finančna perspektiva še zavleče za 3 leta naprej. Tako da nova finančna perspektiva, načrtovanje se je že izvajalo, ampak zdaj ga bomo ponovili na drug način. Dajali pa bomo še naprej velik poudarek na umetni inteligenci, širokopasovnih omrežjih, storitvam javne uprave. Seveda najbolj aktualna in najpomembnejša zadeva trenutno, na kateri zelo aktivno delamo oziroma se počasi končuje, je pa načrt za okrevanje in odpornost.
kjer bodo sredstva na voljo za projekte postaviti do konca leta 2023, za projekte izvesti pa do konca 2026. Noter je približno 5,2 milijardi povratnih nepovratnih sredstev, tega 1,8 nepovratnih sredstev, 20% za digitalizacijo, to je cirka, od nepovratnih je to cirka 360 milijonov. Prvi osnutek nacionalnega načrta za okrevanje je bil potrjen v oktobru na vladi, sedaj je v usklajevanju in naslednji teden predvidoma bo šel v nova verzija v ponovno na vlado, v potrditev, nato pa zadeva greva do Evropske komisije. In v prvi polovici, bi rekel, leta 2021 pričakujemo potem sprostitev teh sredstev. Takole, podrobno je okoli nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. MJU je sodeloval v komponenti Digitalna Slovenija, v področju digitalna transformacija javne uprave in delno tudi v digitalni transformaciji družbe z odprtimi širokopasovnimi omrežji. Nekako 11 resorjev je, 13 resorjev oziroma 13 organov je sodelovalo tukaj, kjer je MJU bil tisti, ki je združeval celotne vsebine skupaj. Imamo približno 60 projektov tukaj noter trenutno, ki jih imenujemo investicije. To je čisto na kratko. Mogoče še skupna vrednost teh projektov je pa približno 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Konkretno okoli MJU-ja, MJU si iz RRF denarja se nadejamo v bistvu, da bomo uspeli za tem denarjem nadgraditi in postaviti določene določene nadgradnje v infrastrukturi, recimo v samem vodenju projektov, v sami zasnovi projektov. Načrtujemo Digital Government Hub, se pravi Državni center za inovativne napredne tehnologije. Načrtujemo modernizacijo podpore uporabnikov. Fokus je seveda na razvoj e-storitev za javno upravo, za državljane, za podjetja s fokusom na odlično uporabniško izkušnjo in z uvedbo DevSecOps procesov. Seveda načrtujemo državni računalniški oblak, naslednja verzija. In tukaj seveda, kot sem omenil, DevSecOps, absolutno kibernetska varnost in seveda informacijska varnost sta tu izrednega pomena. Načrtujemo v teh 80 milijonih za MJU, načrtujemo tudi znotraj tega tudi 30 milijonov za širokopasovna omrežja kot sofinanciranje pri izgradnji za pokrivanje belih lis. To je samo estimacija, 8500 belih lis, da bomo pokrili iz tega RRF-ja. In seveda načrtujemo tudi, to sicer še ni odobreno, dvig digitalnih spretnosti javnih uslužbencev, približno, trenutno jih imamo mi zajetih približno 50,000 javnih uslužbencev v tem planu. Kaj naj povem tukaj? Povem vam, da eno zanimivo izkušnjo vam bom povedal. Veste, kako tradicionalno poteka razvoj aplikacij. Ponavadi to v javni upravi poteka po nekim waterfall modelu. In tako so bile recimo razvite aplikacije, kot je portal e-uprava. Tukaj noter je ogromno dela, ogromno znanja, ogromno človek let razvoja. Vidimo, da je fantastično orodje, se nadgrajuje, se razvija, dodajajo se funkcionalnosti, naprimer, takrat je dodana funkcionalnost, kot veste, e-vročanje, karantenski obrazec, obrazec za interes za cepljenje in tako naprej in tako naprej. In če pogledamo uporabo recimo portala e-uprava, vidimo, da v prvem, v toplem valu COVID-a je v aprilu bila uporaba nekaj po 75,000 vlog,
V mrzlem valu je pa samo do 10. dne v decembru bilo 70.000 vlog. Torej, uporaba e-storitev strmo narašča in moramo imeti takšne in podobne portale, aplikacije. Po drugi strani pa smo tokom poletja v bistvu dobili eno izredno zanimivo izkušnjo z aplikacijo Ostani zdrav, ki je bila dorazvita in spuščena v produkcijo praktično v slabih 4 tednih. Tukaj ni bilo nekega časa za neke sofisticirane tehnike, razvoja programske opreme, Scrum, kaj takega. Na prvi pogled je bil razvoj kaos, ampak 2krat na dan tim sedel skupaj, temu rečemo lahko, da smo imeli deli stand-up in tako naprej, in smo dosegli uspeh, s katerim se je za pohvaliti. Se pravi, v izredno kratkem času smo celotno aplikacijo, v bistvu smo jo kot open source, kot odprtokodno smo jo dedovali, ampak vseeno je bilo ogromno dela za poslovenjenjem v 4 jezike. Aplikacija je, mogoče sem pozabil naprej, aplikacija je v slovenskem, angleškem, italijanskem, madžarskem jeziku prilagojena za Apple in Android, se pravi iOS in Android. No, glede na to, da mi časa zmanjkuje, kar sem hotel tukaj povedati je, da potrebujemo takšen razvoj, kot ga imamo do zdaj v državni upravi, javni upravi, potrebujemo pa tudi, da pristopamo do nekih aplikacij, ki so lahko nam zelo hitro lahko dodajo neko bistveno vrednost na zelo hiter način. In tukaj moramo začeti uvajati tako imenovane agilnejše načine razvoja programske opreme. Mogoče še čisto zadnji slajd, vem, da zamujam, se oproščam. Če sumiram čisto na kratko, to je MJU pogled v prihodnost, kratkoročno, dolgoročno. Torej, narediti kakovostno strategijo Digitalne Slovenije 2030 z pravimi mejniki in faktorji uspeha je prioriteta. Trenutno smo uspeli zagotoviti dodatne pravice porabe, dodatnih 32 milijonov za državno upravo, za centralizirane organe, kjer bomo lahko s tem osvežili zastarelo 9 plus 10 let plus staro opremo. Zelo se moramo potruditi, da bomo dejansko v nacionalnem okviru in novem finančnem okviru, da bomo dobili ta sredstva in da jih bomo potem tudi pravilno upravljali za njimi. Ponovno moramo ustanoviti tako imenovani strateški svet za IT, ali bo ta svet skrbel tudi za ta kohezijska sredstva in zakrivanje to šli za odločice. Moramo kreirati politiko ravnanja s podatki, politiko uporabe javnih oblakov, tega nimamo, politiko kibernetske informacijske varnosti in seveda tudi znotraj, bom rekel, centralizirane informatike je potrebno še kar dograditi določene najboljše prakse, ki pač še niso dograjene. Dolgoročno pa gledamo pač, da imamo tako imenovani governance, kot že skozi govorimo o temu, nad celotnimi, nad portfolijom projektom, da imamo standardizacijo, da imamo neko arhitekturno pisarno, bi temu rekel, kjer bo dejansko skrbela za usklajenost med naročniki, resorje recimo in informatiko in rešitvami, ki jih imamo, recimo, in ki jih planiramo. Seveda nadaljujemo centralizacijo državnih organov, kot centralizacija podatkovnih centrov, kot sem omenil DRO Next. Gledamo, da bi pač kako bomo dvignili nivo in zanesljivost samih storitev. Spodbujati moramo tako imenovano cloud native razvoj aplikacij po meri uporabnikov. Zelo pereče vprašanje kadrovski viri, glede IT pomoči, znanj, to je potrebno tudi in bomo adresirali. Potem odprava belih list, kot sem že omenil, seveda razvoj in raziskave, sofinanciranje predvsem iz kohezijske sheme je namen, kot sem povedal, velik fokus na umetni inteligenci, na
internetu stvari, na podatkovni ekonomiji in seveda tudi dvig digitalnih kompetenc na splošno v Republiki Sloveniji. Tako da jaz bi se na tej točki ustavil, dal besedo nazaj, gospe Žarn, hvala lepa, pa mislim, da bo potem čas tudi za vprašanja okoli 10-15. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani magister Geršak, tako kot ste rekli.